Lui è per te colpiti. Petrovci. Strici iz ozadja. V prvem krogu se niso pojavili. Ja, in bi rekel, da ni bilo kar Vsi ti šoferji bi bili za 600 km. Vsi volilci so. Vsi, ki so glasali. Jaz ti povem, da je nekaj Vsi volilci. Spoštovane državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci, doma in vse povsod po svetu. Sprejmite, prosim, izraze moje velike hvaležnosti za podporo na letošnjih predsedniških volitvah in nov mandat predsednika republike. Dovolite mi, da uvodoma izrečem nekaj čestitk in zahval. Najprej bi se želel obrniti k kamniškemu županu, kandidatu, ki se je suvereno vrstil v drugi krog in zelo suvereno zastopal njegovo politiko, v katero srčno verjamem, gospodu Marjanu Šarcu in njegove ekipe. Čestitke. Preden nagovorim vse vas, bi se rad obrnil k moje ekipi in se vsem zahvalim za neprecenljivo podporo. Hvala. Bravo! O ne. A ni mogo v glavi. Spoštovane gospe in gospodje, kot predsednik republike, ki opravlja ta mandat, bi se želel zahvaliti vsem tistim volivkam in volivcem, ki ste šli danes na volitve in oddali svoj glas, bodi si za kolega Šarca ali za mene. Hvaležen sem, da ste se tudi v drugem krogu, morda celo nad pričakovanjem, množično udeležili tega izrekanja podpore. Mislim, da je bila volilna udeležba v drugem krogu višja od pričakovanj, kar se mi zdi, je znak enega upanja, da se počasi, a zanesljivo neko zaupanje v pomen vaše izbere povečuje in da vam ni vseeno, kdo in koga se izbere na volitvah. Rad bi se seveda zahvalil vsem tistim, ki so in ste glasovali za me. Skupaj smo zmagali. Naj vam rečem, da smo pred 5 leti z mnogimi od vas, ne z vsemi, zmagali zlasti in predvsem zato, ker ste me podprli tudi kot protikandidata tedanjemu predsedniku. Tega sem se takrat in ves čas zavedal. Danes, 5 let kasneje, ste podprli mojo politiko in mene in ste glasovali za, ne proti. To je sporočilo, ki je neverjetno pomembno tako za Slovenijo, za njen položaj v svetu, kot tudi za mojo odgovornost do vas. Razumem vašo podporo kot željo, da v glavnem nadaljujem s politiko, ki sem jo vodil kot predsednik republike v zadnjih 5 letih. Vendar ne vam iskreno povem. In tukaj gre deloma zahvala tudi mojim tekmecem, nazadnje v finalu kolegu Šarcu. Razumel sem, da ljudje od predsednika republike, ki je neposredno izvoljen, pričakujejo, da se pogosteje in jasneje izreče o nekaterih pomembnih vprašanjih in da na ta način prenese njihov glas v slovensko politiko. To ne pomeni,
da bomo danes na jutri povsem spremenil koncept mojega oglašanja in sodelovanja v političnih razpravah. Vendar, kot pravim, razumel sem nekaj kritičnih in dobronamernih nasvetov ali kritik in upošteval jih bom. Mislim, da je zmagala politika, ki gradi na skupnem. Da je zmagala politika, ki iz preteklosti poskuša zaceliti rane razkola in se zaveda, da bo sodelovanje, zaupanje, dialog edina prava pot do politične enotnosti, če in ko jo bomo Slovenci, državljanke in državljani, znova potrebovali, če utegnemo, morda proti naši volji, priti do novih, za nas zelo usodnih odločitev. Priča smo trenutku po 20 letih, ko je nekdo na takem položaju vnovič dobil mandat. To je, prav tako se mi zdi, pomembno sporočilo. Vmes je bila kriza, do skrajnosti je znižala raven podpore in zaupanja ljudi v institucije in bil je čas, ki je trajal dolgo, ko smo vedno znova iskali nove in nove obraze, zato da bi poskušali uresničiti stara pričakovanja. To, da se pravzaprav kot politik, ki je v slovenski državni politiki sodeloval vse od prvih demokratičnih volitev in nastanka te države, njenega vstopanja v Evropsko unijo in NATO, njenega preživljanja krize in reševanja perečih vprašanj sosedi in v mednarodni skupnosti, me danes zavezuje, da te izkušnje in modrost uporabim za to, da navznoter delujem kot predsednik vseh pomirjujoče, da gradim dialog tudi s tistimi, ki ste mi nasprotovali. Tako ljudmi, ki niste bili zadovoljni z mojim delom, kot s političnimi silami v državi, ki niso v celoti ali sicer odobravale mojega dela. Z vsemi se bom trudil v enaki meri kot doslej sodelovati politično nepristransko. Glede tega mi lahko absolutno zaupate. Mislim, da je ena redkih priložnosti, ko lahko Slovenija s tem, ko je nekomu znova zaupala mandat, v tej nepredvidljivi mednarodni situaciji, ko se ne samo pri nas, ampak na vsej stari celini, v svetu, tako rekoč zapored vrstijo zamenjave ljudi na vodilnih položajih in so se tudi pri nas. Da spadamo med tiste redke države, in to so stabilne, ugledne države, ki so ponovno zaupale mandat, recimo na Nizozemskem ali pred kratkim v Nemčiji. Tudi to štejem kot sporočilo, ki ga moram dobro razumeti, da ste razumeli, da s svojimi izkušnjami in ugledom v mednarodni skupnosti ne smemo ne jaz, ne vi zaspati, ampak ga graditi skupaj naprej. Prihodnje leto bodo parlamentarne in lokalne volitve in kmalu zatem evropske. To bo čas, ki bo hkrati v zelo zapletenih in nepredvidljivih evropskih in mednarodnih okoliščinah terjal kljub vsem razlikam, ki se kažejo na volitvah, eno politično stabilnost in mir navznoter. Kot predsednik republike bom štel to za mojo osnovno nalogo. V mednarodni politiki pa skupaj z vlado in državnim zborom opraviti tista dela, ki so pomembna za to, da se kot država čim bolj navznoter in navzven zavarujemo pred različnimi dejavniki tveganja, ki bi utegnili ogroziti proces našega gospodarskega, socialnega in drugega okrevanja. Mislim, da smo v zadnjih nekaj letih, tako kot sem bil obljubljen, s tem končujem, dosegli nekaj nepredstavljivega. V oddajah, ki so začenjale in zaključevale naša soočanja, je bila med drugim posredovana javnosti tudi moja izjava prav tukaj, s Tanjo, pred 5 leti, ko sem dejal, da pomeni morda moj uspeh znak upanja, da lahko skupaj dosežemo nepredstavljivo. In smo. Ilustracija tega ni samo sprava, ampak tudi nekateri drugi znaki novega časa, v katerega stopa Slovenija.
Mislim, da postajamo boljša družba, v kateri pa ne sme ostati nihče od zadaj. Ljudje so v stiskah, imajo težave, imajo probleme. Tudi zaradi tega so moji tekmeci, kolega Šarc, dobili veliko podporo v upanju, da to pomeni spremembe. Ta glas slišim, ta glas razumem in ga bom poskušal pri svojem delu upoštevati. In čisto na koncu, Tani, ki me je nagovorila in tokrat drugič bolj vneto podprla za kandidaturo, mi stala ob strani. In mojemu sinu, ki je bil neprecenljiv svetovalec pri vsem in velik in navdihujoč prijatelj, bi se rad posebej zahvalil vsem vam, bi zaželel lepo in prijetno noč. Želim vam, da bi jutri začeli nov dan z upanjem, da gremo vsi skupaj, ne da bi kogarkoli puščali od zadaj naprej. Srečno Slovenija! Spoštovani gospod predsednik, ste pripravljeni morda še na kakšno vprašanje? Izvolite. Prosim. Spoštovani gospod predsednik, čestitke za izvolitev, Gašper Lubej. Volilna udeležba je po skoraj vseh preštetih glasovih malo manj kot 42%. To je manj kot na prejšnjih volitvah v drugem krogu. Vi boste izvoljeni z nekaj več kot 20% glasov vseh volilnih udeležencev. Se pravi, da veliko ljudi je ostalo doma. To je dejanski problem, kako komentirate. Prav gotovo in vsi, ki kakorkoli sodelujemo v politiki, nosimo odgovornost za to, moramo storiti več za to, da bi bilo v politiko več zaupanja. Da ga ni, kaže tudi volilna abstinenca. Ta popravek zaupanja se ne bo zgodil čez noč. Vendar pa ne rečem, glede volilne udeležbe v drugem krogu, da je bržkone, ne vse, pa vendarle mislim, da mnogo koga, tudi mene, prijetno presenetila zato, ker ni bila bistveno manjša kot v prvem krogu. Poglejmo na prihodnost zaupanja ljudi v institucije z nekim upanjem, predvsem pa seveda odgovornostjo, da njihov glas nekaj šteje. Jaz sem danes, kar ni običajno, dejal, da kot nekdo, ki mi je bil vnovič zaupan mandat, nisem preslišal glasov tistih, ki mi niso zaupali. Tudi njihov predsednik bom, razumem, kaj pričakujejo, trudil se bom izpolniti pričakovanja tistih, ki so mi in tistih, ki mi niso zaupali. Prosim.